študenti arhitekture so naredili kar nekaj lepih projektov. Na kakšen način je sploh prišlo do tega? Ja, mi že na fakulteti za arhitekturo v Ljubljani že precej let sodelujemo z mestno občino Maribor in izdelujemo različne študije, kar se tiče razvoja mesta oziroma nekih lokacij, ki so problematične ali pa morda zahtevajo neko razmišljanje. Tako da letos, mislim, že tretje leto sigurno, ko delamo vrsto teh preveritvenih projektov za Maribor. Koliko pa je teh projektov? Letos mislim, da jih je okoli 35, 37, obravnavajo različne lokacije, Piramido, desni breg Drave, Rošpoh, tudi akvarij oziroma današnji akvarij Terarij in pa še trg Borisa Kidriča. Kaj je bilo vodilo tem študentom? Ste mogoče dali kakšne smernice ali ste jih postavili samo v prostor? Ja, v bistvu največji čar dela študenti je ravno to, da praktično jim mi podamo obravnavano lokacijo, potem pa v bistvu v dialogu z njimi ustvarjamo projekte, pri čemer oni vsak zase predlagajo svoj program. In na nek način gre za podajanje znanja nas, ki smo izkušenejši njim, in oni pač s svojim neobremenjenim pogledom pač dodajajo neko svojo dodano vrednost. Lahko rečemo, da vam mladi ljubljanski arhitekti dihajo za vrat? No, mladi ljubljanski arhitekti so bili povabljeni, namreč že večkrat je bila izpostavljena, da Maribor se ne zapira vase in svojo samozadostnost, ampak pravzaprav nenehno sodeluje z drugimi fakultetami, tako zagrebško, graško. Pred enim mesecem je bila razstava graških arhitektov, se pravi študentov graške šole, se pravi nenehno išče optimum znotraj različnih mnenj, pogledov in vabi k sodelovanju tako ljubljansko, graško, zagrebško fakulteto in z njimi sodeluje. Kaj pomenijo ti projekti za Maribor? Predvsem ta razmišljanja pomenijo, da se na določeno problematiko gleda iz različnih zornih kotov, neobremenjeno, sveže, se pravi mladi pogledajo na to izredno sveže in seveda tudi v skladu z nekimi trendi, ki so, ob mentorju pa seveda tudi v skladu z nekimi jasnimi principi arhitekture in urbanizma. In ti različni pogledi omogočajo pravzaprav skrbno pretehtati, v katero smer stvar, prostorsko zadevo odpeljati. Se pravi, različni pogledi omogočajo, da se pa s tem, ki bi nas jutri čakali, izognemo.